Danes v Pomurskem dnevniku. V soboški bolnišnici pričakujejo pozitiven rezultat. Nepridipravi izpred šole ukradli avto. 2. januar ponovno dela prost dan. Zelo dobri zaposlitveni obeti. Vreme jutri deloma jasno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. V splošni bolnišnici Murska Sobota so na zadnji seji sveta zavoda obravnavali zadnje poslovno poročilo in napovedi do konca leta, ter potrdili minulo poročilo in pričakovanja o pozitivnem poslovnem rezultatu do konca letošnjega leta. Zadnje obdobje je v soboški bolnišnici zaznamovala stavka, ki je doseganje programa sicer otežila, vendar vodstvo vseeno pričakuje, da bodo do konca leta opravili vse načrtovane primere in s tem dosegli načrtovan poslovni izid. Da smo po 11 mesecih kar zadovoljni tudi za poslovanjem, ker na zadnje projekcije, ki jih v tem trenutku lahko izvedemo, kažejo kar ugodne številke tudi pri poslovanju. Je seveda še prezgodaj za to končno črto, ker je še veliko stvari nekako odprtih, tudi količina realiziranega programa v smislu nekih priznanj, preseganj, ki jih upravimo, dodatni program, ki smo ga praktično izvedli, še dodatni, ki smo ga dobili in seveda vse to na koncu pogojuje tisto številko, ki na koncu prinese tudi naš dohodek in pa seveda tudi intenzivno delo na omejevanju izdatkov, kolikor je to možno. Zagotavljanje vsega tistega primernega so pač faktorji, ki v tem trenutku kažejo na to, da bo tudi letošnje leto zaključeno tako, kot smo si želeli. Splošna bolnišnica Murska Sobota je letos pri Ministrstvu za zdravje kandidirala za dodatni program zdravstvenih storitev iz ortopedije, žilne kirurgije in urologije z namenom skrajšanja čakalnih vrst, ki so še vedno velik problem. Še zmeraj postaja problem nekako ortopedska operativa, posegi na hrbtenici, menjave kolčnih in kolenskih protez, pa še ostale operativne dejavnosti tudi v ortopediji, še zmeraj predstavljajo ozko grlo. Ne zaradi kapacitet, mi le poskušamo maksimalno izkoristiti možnosti, ki jih imamo, ampak priliv novih bolnikov, novo diagnosticirana stanja, ki tudi zahtevajo operativne posege, so nas pa pač zdaj v tej situaciji pripeljale tako daleč, da kljub vsem naporom skrajševanja čakalnih dob ne uspevamo dobiti tistih številk ali pa razmer, ki bi si jih želeli. Ampak predvsem bi pa radi izpostavili, da smo pa kar na določenih tudi zahtevnih segmentih naše dejavnosti celo prepolovili čakalne dobe in jih v zadnjih nekaj mesecih znatno skrajšali. Konec oktobra 2016 je soboška bolnišnica zaposlovala 1025 sodelavcev, kar je za 3,2% več kot konec leta 2015, predvsem na račun urgentnega centra. Večja vlaganja v prvih 10 mesecih leta 2016 so bila v glavnem namenjena delovanju medicinske dejavnosti. Za prihodnje leto pa si predvsem želijo stabilnega sistema, v katerem bi lahko delovali. Pa nas je to povezano tudi s številom izvajalcev, predvsem zdravnikov. Želimo si pa seveda nadgraditi že sedanje dobro strokovno delo za še izboljšano komunikacijo, za več zavzetosti vsakega izvajalca in predvsem poenotenjem pristopa, da bo res bolnišnica, ki bo svoj pečat puščala tudi v širšem slovenskem in evropskem prostoru. Splošna bolnišnica Murska Sobota je strani evangeličanske cerkvene občine prejela sponzorska sredstva v višini 1000 evrov, ki jih bodo namenili za delovanje otroškega oddelka. Sredstva so bila zbrana na letošnjem tradicionalnem binkoštnem pikniku. Soboški policisti so včeraj na področju kriminalitete uravnavali kar 9 tatvin, tudi tatvino osebnega avtomobila izpred osnovne šole. Včeraj med 17. in 18:30 uro je bil s parkirišča telovadnice pri osnovni šoli Bogojina ukraden osebni avtomobil znamke Citroen C4 Picasso kovinsko svetle sive barve. Na njem so bile nameščene registrske tablice z oznako MS DS 789. Vsi, ki bi navedeno vozilo opazili, pokličite na številko 113. Državni zbor je danes z 61 glasovi za in 10 proti potrdil predlog novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih, s tem pa vrnil 2. januar kot dela prost dan. To za državljane pomeni, da bodo že čez slabe 3 tedne imeli še en dela prost dan.
Poslanci so današnji delovni dan pričeli z izredno sejo, na kateri so po pričakovanjih ponovno večinsko potrdili 2. januar kot dela prost dan. Prostega dne se veselijo predvsem v delu gospodarstva, ki je povezan s turizmom. Kot pravijo strokovnjaki, bodo agencije lažje prodajale aranžmaje za tujino. Dodaten dobiček pa si obetajo tudi zdravilišča in hotelirji. Predlog, po katerem bo 2. januar čez manj kot mesec dni ponovno dela prost dan, so vložili v SMC. Poleg celotne koalicije pa so ga podprli tudi opozicijski Združeni levici. V SMC so predlog med drugim utemeljili z izboljšanjem stanja javnih financ v državi. Delodajalci v Sloveniji so glede zaposlovanja v prvem četrtletju zelo optimistični, kaže raziskava družbe Manpower. Napoved zaposlovanja je namreč najboljša od začetka izvajanja raziskave v začetku leta 2011. Pričakovanja so boljša v vseh panogah in v vseh regijah. Med 622 delodajalci, ki so sodelovali v raziskavi, jih v prvem četrtletju prihodnje leto 16% načrtuje rast zaposlovanja, 3% upad zaposlovanja, 79% pa jih ne predvideva sprememb v zaposlitveni strukturi. Delodajalci v vseh gospodarskih panogah pričakujejo rast zaposlitvenih možnosti. Najboljše napovedi so za panoge proizvodnje in gradbeništva, javne uprave in socialnih storitev, trgovine na debelo in drobno, finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin ter transporta, logistike in komunikacij. Najbolj previdni so delodajalci v panogi kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova. Zaposlitveni obeti so boljši v vseh 4 regijah, najbolj v osrednji, sledijo pa jugozahodna, jugovzhodna in severovzhodna. Število državljanov Slovenije, ki se odselijo iz Slovenije, je od leta 2008 do leta 2015 naraslo 4800 na 8700. Na splošno pa velja, da gre za večinoma take razloge, ki so običajno vezani na mlajše generacije, kot so izobraževanje, zaposlitev, združevanje družin. Med selivci je torej večinoma veliko mladih. Število odseljenih z višje ali visokošolsko izobrazbo se je povečalo. To na prvi pogled daje vtis, da se iz Slovenije izseljujejo le visokošolsko izobraženi državljani Slovenije, čeprav analize kažejo, da se terciarno izobraženi prebivalci ne odseljujejo v večji meri kot drugi. V letih 2013 in 2014 se je tako iz Slovenije odselilo skupaj 13 413 državljanov Slovenije, starih 15 ali več let. Med temi jih je bilo višje ali visokošolsko izobraženih nekaj več kot četrtina. Med državljani Slovenije, ki se odselijo, je največ med 25 in 34 letnikov. To je namreč starost, pri kateri mnogi vstopajo na trg dela, še nimajo otrok ali pa so ti še majhni in so bolj mednarodno mobilni. Spletni medij sobota.info.com piše o tem, da je vinska klet Marof z vinom Prekmurje postavila na zemljevid. Več o tem si preberite na sobota.info.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo na Primorskem oblačno in ponekod megleno, drugod bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli večinoma oblačen dan s temperaturami okrog 2 stopinji Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 0 stopinj, v Murski Soboti in Radencih stopinjo nad lediščem ter v Lendavi 2. Jutri bo na Primorskem oblačno in ponekod megleno. Drugod bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Čez dan bo prehodno zapihal jugozahodni veter.
Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 4 stopinje pod ničlo, dnevne pa okrog 4 stopinje nad ničlo. V četrtek bo več nizke oblačnosti, v notranjosti Slovenije, na Primorskem pa se bo delno razjasnilo. V petek bo na Primorskem sončno, drugod pa deloma jasno ter zjutraj in dopoldne ponekod tudi megleno. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med -8 in -1 stopinjo, dnevne pa med 2 in 4 stopinjami. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. Nasvidenje do jutri.